Odbor za podelitev Ehrlichovih priznanj letos že 6. podeljuje priznanja zaslužnim Slovenkam in Slovencem, ki svojim delom, pogumom, vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo ohranjajo spomin na težke čase slovenske polpretekle zgodovine in so nam v spodbudo, da to dediščino prenašamo naslednjim rodovom. V imenu odbora bo priznanja in medalje za predanost in zvestobo slovenskemu narodu izročil direktor družine, gospod Tone Rode. Jožeka Žakelj Debeljak in Jože Debeljak. Jože Žakelj. Jožeka Debeljak Žakelj, najmlajša od 3 otrok slovenskega literarnega kritika, prevajalca, urednika in pesnika dr. Tineta Debeljaka, je bila rojena leta 1944 v Ljubljani. Po koncu druge svetovne vojne se je oče zaradi komunističnega nasilja umaknil na Koroško. Preko številnih taborišč je emigriral v Argentino. Medtem so mamo in 3 otroke, ki so ostali v Jugoslaviji, stalno nadzirali strani UDBE in jih izgnali iz hiše v Ljubljani. Stike z očetom so vzdrževali samo preko pisem, v katerih so se podpisovali s psevdonimom in ne s pravimi imeni. Po dolgih 9 letih so se mama in 3 otroci zopet srečali z očetom v Argentini. Jože Žakelj je bil rojen leta 1941 pri Birtovcovih v Botajnovi. Bil je najstarejši od 3 bratov. Oče je bil pri domobrancih v Šentjoštu. Po vojni je bil v skupini skrivačev, proti koncu leta 1945 pa se je umaknil v Italijo, odkoder je pisal pisma ženi in otrokom. Potem je šel kot begunec v Argentino. Mamo je leta 1953 zaprla UDBA. Tako so 3 otroci živeli samo s starim očetom. Leta 1956 so se odpravili v Argentino in po 11 letih prvič srečali z očetom. Jože in Jožejka sta se spoznala v Buenos Airesu. Združila jo je podobna usoda njunih družin. V Argentini sta se poročila. Službena pot jo je vodila v provinco Tucumán. Tam danes živi le še nekaj slovenskih družin. Povila sta 10 otrok in pričakujeta 25. vnuka. Jožejka je bila učiteljica v sobotni slovenski šoli, sedaj to nalogo nadaljujejo njeni otroci. Gospod Jože je opravljal diplomatske naloge in bil zastopnik za Slovence v Tucumanu. Vsi njuni otroci lepo govorijo slovensko, tudi vnukom pa predajata ljubezen do domovine. Vsak trenutek njunega delovnega življenja je prepojen z mislijo na Slovenijo. Oba z velikimi prizadevanji, daleč stran od matične domovine, skrbita za ohranjanje slovenskega jezika, pesmi in kulture. Predano se posvetita vsakemu Slovencu, ki obiščeta konec sveta in mu razkažeta lepote Argentine in skrivnostni svet Indijancev ter njihove kulture. Njuno delo je neprecenljivo. Zakonca Žakelj črpata iz bogatih korenin svojih prednikov in svojo ljubezen do domovine predajata naslednjim rodovom. Z vsakdanjimi drobnimi deli in zaupno vero v Boga dokazujeta, da je treba posajeno seme od malega negovati, vzgajati in zanj skrbeti, če želiš, da požene korenine in obrodi bogate sadove. V svojih prizadevanjih sta nam zgled ponosnih in zvestih državljanov Slovenije, ki v geografske meje ne ostavijo v bitju srca za domovino Slovenijo, ponižno sprejemata, kar ima prinaša življenje in plemenitita od Boga podarjene talente. Iskrena hvala obema za vzor trdne družine, ljubezni do domovine in predane vere. Vajino življenje je zaobjeto v geslu Bog, narod, domovina. Naj vajin žar odseva tudi v prihodnje rodove.
Spoštovana Jožejka in Jože, vabljena, da prevzameta Erlichovo priznanje z medaljo. Monsignor Janez Richar. Janez Richar se je rodil v Bohovem Gradcu leta 1942 kot četrti od 5 otrok, očetu Francu in materi Anici Božnar. V otroštvu ga je zaznamovala odsotnost očeta, ki se je pred komunističnim nasiljem umaknil v tujino. V težkih razmerah, ko je bila mama prisiljena sama vzdrževati družino, se je Janez odločil za duhovniški poklic. Že v ljubljanskem semenišču je pokazal takrat še neobičajno in nepogosto veselje. Fotografiranje, razvijanje filmov in izdelava fotografij. Številke Ognjišča in drugih revij pred desetletji skoraj niso izhajale brez njegovih posnetkov. Zagnanost in svežina idej, predvsem pa pristna globoka vera so botrovali, da so ga po novi maši leta 1966 postavili za prefekta v malem semenišču pri Svetem Petru v Ljubljani. Ko so semenišče preselili v Vipavo, je Richar za 5 let odšel na kaplansko mesto v ljubljansko župnijo Polje. 16 let je kot župnik služboval v Mostah, nato pa 14 let v misijonski župniji Ljubljana-Fužine, ki jo je sam ustanovil. V obeh krajih je zgradil novi cerkvi. Bil je med prvimi, ki je ustanavljal zakonske skupine in ilegalno zbiral takrat prepovedane skavte. Od leta 2002 do 2016 je vodil župnijo v Podbrezju, kjer je bil zlasti zaradi ohranjanja kulturne dediščine imenovan za častnega občana. Njegova velika ljubezen je bila skrb za Slovence po svetu ter povezanost z zamejstvom, zlasti s Koroško. Mnogi tamkajšnji bogoslovci slovenskega rodu so v času enoletnega študija zunaj Avstrije dobili bivališče pri njem. Že pred osamosvojitvijo je v Argentino poslal približno 2 toni slovenskih knjig. Leta 90 je ponovno oživel središče Slovencev po svetu Rafaelovo družbo, ki po vojni ni smela delovati. Ravnatelj te častitljive in pomembne organizacije, ki je stara že 110 let in ki jo je prvi vodil Janez Evangelist Krek, je bil kar 17 let. Po njegovi zaslugi imajo vse župnije na prvo nedeljo v juliju, se pravi tudi na današnji dan, možnost in spodbudo, da se izrecno spomnijo svojih rojakov po svetu. Zaradi njegovega dela in osebnega zgleda mu je cerkev podelila častni naziv Monsignor. Gospod Janez Richar je skromen po značaju, pa velik po delih. Predstavlja vzor predanega in iskrenega duhovnika, ki mu je služenje poslanstvo in izbira. Zapisan je slovenstvu, ki sega čez meje slovenske države. Svojo prizadevnostjo nas spodbuja k iskanju, marljivosti in konkretnim dejanjem, ki prinašajo slavo Bogu in zadovoljstvo ljudem. Dragi gospod Janez, iskrena hvala za ves trud. Naj vam Bog nakloni zdravja in poguma še naprej. Gospod Janez se zaradi bolezni ni mogel udeležiti današnje slovesnosti. Priznanje bo prevzel njegov nečak Lenart Richar.
Dr. Edi Gobec. Dr. Edi Gobec se je rodil leta 1926 v Celju. Kot dijaka ga je zajela druga svetovna vojna, med katero je bil 17-leten poslan na prisilno delo, pozneje pa prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Ko je v Sloveniji zavladal komunizem, se po koncu vojne ni vrnil domov, ampak je nadaljeval študij v Italiji in se leta 1950 odselil v ZDA. Tam si je s trdim delom v tovarnah služil denar za študij. Po opravljenem doktoratu iz sociologije in antropologije je poučeval na več univerzah. Ženo Mileno, rojeno Osenar, večkrat nagrajeno srednješolsko učiteljico, sta si ustvarila družino in imata 3 hčerke in 7 vnukov. Umrlega sinčka sta imenovala Stanko, po krivično umorjenem Mileninem očetu domobrancu. Edi, ki je znan med rojaki, je bil vedno dejaven v slovenski skupnosti. Je ustanovitelj in ravnatelj Slovenskega ameriškega raziskovalnega središča, kjer sta ženo Mileno, poleg obsežne knjižnice, največ na svoje stroške zbrala in uredila na tisoče za Slovence dragocenih arhivov, ki jih zdaj kot življenjski dar po obrokih poklanjata Sloveniji. Veliko je predaval ter razstavljal v ZDA, v Kanadi in Avstraliji. Z raziskovanji in številnimi objavami pa nadaljuje še danes kot upokojeni zaslužni profesor, ki je prekoračil že 90. leto življenja. Njegovo najnovejše delo, Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji, govori o izrednih dosežkih in intelektualnem potencialu sinov in hčera slovenskega naroda, ki so odločno prispevali k napredku in blaginji vsega človeštva. Edi je neutrudno delal za neodvisnost in priznanje samostojne Slovenije, ki je slavo izrekel tudi z naslednjimi besedami. Najljubša na svetu mi je Slovenija, ki zna vedno ostati s pogorišč, bodisi turških, italijanskih, nemških ali revolucionarnih. Občudujem vse, ki skušajo s poštenjem in žrtvami prispevati svoj večji ali manjši delež k lepši slovenski prihodnosti. Od Cankarjevi podobnih požrtvovanih mater, brez tih ne bi preživeli, do zaslužnih duhovnikov, kulturnih delavcev, rodoljubnih borcev, kmetov, delavcev ali podjetnikov, ki vsak po svojih močeh gradijo lepšo Slovenijo in si prizadevajo za čast dežele. Dr. Edi Gobec je eden velikih borcev za ohranjanje slovenske dediščine v najširšem pomenu besede. Je svetilnik slovenstva, ki razblinja temo in nam kaže pot v prihodnost. Ne jadikuje in toži, ampak dela in nekaj naredi. Verjame v Slovenijo in v Slovence. Naj mu Bog nakloni še obilo zdravja in blagoslova. Dr. Edi Gobec, hvala vam za vse opravljeno delo in Bog vas živi. Erlichovo priznanje z medaljo bo v imenu dr. Edija Gobca prevzel njegov sorojak Zdravko Novak, ki je v teh dneh svojo družino na obisku v Sloveniji. Dr. Božidar Fink. Leta 1920 rojen Božidar Fink se je kot dijak klasične gimnazije in študent prava kalil v jezuitski Marijine kongregaciji in pri mladcih katoliške akcije. Ob začetku druge svetovne vojne je bil prostovoljec v jugoslovanski vojski, interniran v Gonars strani Italijanov in nato član vaških stražarjev v Šentjoštu in Rovtah. Kot domobranec je bil imenovan za sodnega častnika na Vrhniki,
Kasneje pa je deloval v sodnem odseku organizacijskega štaba v Ljubljani. Po umiku v Vetrin se zaradi bolezni ni vrnil v Slovenijo, kar ga je obvarovalo gotove smrti. Svoje pravno znanje je posvetil organizaciji taboriščnega življenja v Avstriji in Italiji. Na begunski gimnaziji je poučeval latinščino in matematiko. V taborišču se je poročil z Valentino Kovač, tam se jima je rodil prvi otrok Andrej. Zaradi komunističnih zasledovalcev je odšel v Argentino ločeno od družine, ki se mu je pridružila kasneje. Kruh si je najprej služil kot tovarniški vratar, potem pa se je zaposlil kot pravnik. Od prihoda v Argentino je spremljal in sooblikoval življenje slovenske skupnosti. Čutil je nujno potrebo, da se slovenska begunska skupnost oblikuje v jedrno središče, ki bo njenim članom nudilo vse tisto, kar jim je komunistični režim iztrgal iz naročja. Svoje poslanstvo je odkrival v predanem služenju veri, narodu in domovini. Iz besed je rojeval dejanja. Gospod Fink je deloval v pevskem zboru, bil odbornik številnih organizacij, organizator kulturnih prireditev, govornik, pisec in sodelavec pri izdajanju znanstvenih razprav. Kot predsednik krovne organizacije Zedinjena Slovenija je uredil njeno predstavniško vlogo znotraj skupnosti in pred javnostjo. Trdno je verjel v rešitev Slovenije iz oklepov totalitarizma, misel o državni samostojnosti pa je gojil kot vodnico, ki naj poživlja slovensko skupnost. Po osamosvojitvi Slovenije je opravljal odgovorne diplomatske in konzularne posle v Argentini. Njegova osebnost je izžarevala moč in ponos, da je sin slovenskih korenin. To držo je prenesel na 6 svojih otrok, ki danes na pomembnih položajih zastopajo barve Slovenije širom sveta. Kar 3 od njih se profesionalno ukvarjajo z glasbo in dosegajo zavidljive vrhove v svetu glasbe. Dom Božidarja in Valentine je bil dom slovenske besede in pesmi, topline, vrednot, ljubezni in državljanskega ponosa. Tako so otroci prejemali in ohranili zdrav življenjski nazor ter ostali privezani k slovenstvu v duhu in dejanjih. Brez obotavljanja, jedrno in ustvarjalno je dr. Božidar Fink izpolnil poslanstvo, ki mu ga je namenil Bog. Storil je vse, kar je moral in mogel. Mož in oče, človek besed in dejanj, vzornik prihodnjim generacijam, ponos Slovenije. Vse to odlikuje gospoda Finka, ki je rastel iz Erlichovega idejnega kroga in je vreden nosilec njegovega priznanja. Zahvala in čast njegovemu imenu. Dr. Božidar Fink prejema priznanje posthumno. Vabim hčerko Bernardo Fink Insko, da ga prevzame. Vsem dobitnikom priznanj in medalj iskrene čestitke. Prevzemnike pa še enkrat vabim, da se zberejo pri oltarju za fotografiranje.